Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. 8. septembra je minilo 100 let, odkar se je v Ljubljani rodil Štefan Planinc, akademski slikar in dolgoletni profesor na Akademiji za likovno umetnost. Velja za enega najpomembnejših slovenskih slikarjev fantastične in nadrealistične figuralike, bil je tudi mojster knjižne ilustracije. Leta 1948 je ob delu in šolanju na gimnaziji v Ljubljani obiskoval slikarsko sekcijo Kulturno-umetniškega društva Franceta Marolta, ki jo je vodil Marij Pregelj. Potem se je vpisal na Akademijo upodabljajočih umetnosti v Ljubljani in diplomiral pri profesorju dr. Gojmirju Antonu Kosu. Študij je končal na slikarski specialki pri profesorju Mariju Preglju. Od leta 1974 je poučeval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani kot docent in od leta 1984 kot redni profesor. Za svoje delo je prejel veliko nagrad, med njimi nagrado Prešernovega sklada, Župančičevo in Jakopičevo nagrado, leta 2008 pa nagrado Hinka Smrekara za življenjsko delo. Štefan Planinc je leta 1985 v studiu Radia Slovenija posnel razmišljanje o svojem življenju in ustvarjanju. Že v najzgodnejši mladosti, takrat, ko smo se še igrali po prašnih cestah predmestja, sem običajno čutil neodoljivo potrebo risati v cestni prah ali na kamnite pločnike. Zanimivo je, da smo iznašli originalni edino dosegljivi slikarski material, da tako rečem namreč za nas otroke, to pa je pomenilo zdrobiti v prah delce strešnih opek, ki smo jih pomešali z vodo in potem s paličicami, s prsti ali pa tudi s kakšnim slučajno najdenim odsluženim čopičem risali po tleh. To sem bil običajno jaz, ostali otroci pa so me gledali in seveda otroško neusmiljeno kritizirali. Ko se je pričela šola, se spominjam dogodka iz 1. razreda, ki se mi je globoko in bolestno vtisnil spomin. Ko smo dobili nazaj šolske zvezke po korekturi učiteljice, je ta popravila, v narekovaju mislim, moje risbe in seveda tudi risbe drugih. Presunljivo sem zajokal in nikoli ni nihče vedel, zakaj. Čudna in bolestna je lahko otroška nedorečenost. Bil sem globoko prizadet, čeprav nisem niti vedel, zakaj, vendar sem si neposredno ponavljal. To niso moje risbe, to so njene risbe in mislil pri tem na učiteljico seveda, ki je v takratni dobri veri napravila nepremostljivo napako. Od takrat dalje sem jo gledal samo še kot nasprotnika. Žal. Potem so se vrstila leta, dokler se nisem pisal na takratno gimnazijo, ki je trajala 4 leta z malo maturo in višjo gimnazijo z veliko maturo. Tam smo imeli za likovni pouk profesorja Omerzo, izredno ljubeznivega pedagoga, ki je spregledal tudi dejstvo, da sem mnogim svojim sošolcem izdeloval zahtevane likovne naloge, on pa je to mirno spregledal, saj je vedel, da sem izmed najbolj ogroženih socialnih primerov. Kajti le tako sem si zaslužil kakšno slaščico, pa razkošje kinodvorane in morda še kakšno malenkost. Takrat nas je veliko hodilo bosih do pozne jeseni v šolo. Potem je prišla vojna in z njo grozote, ki so vsem še predobro znane, mislim tistim, ki so preživljali takratni čas. Seveda smo bili otroci, vendar se prav v tem obdobju vtisnejo v najgloblje plasti človekovega ega vsi presenetljivi procesi, ki niso v skladu s pogojenostjo strukturalnih formacij našega dednega nasledstva. Proti koncu vojne sem se znašel v enotah Knoja, že takrat trdno odločen, da končam študij slavistike in postanem pisatelj. Obdobje, ki sem ga preživel v vojski, me je še potrjevalo v moji odločitvi. Dodeljen sem bil v štab brigade v kulturni klub, kjer je odpadla name večina dela, ki je bilo seveda izredno raznolično. Bil sem po vrsti pisec neštetih s tem časom, se razume, tudi ilustriranih. Izdajal sem bilten, kjer sem se kot samouk prvič seznanil z linorezom, igral sem v štabnem orkestru, bil sem dekorater, slikar, sijajno naivnih diletantskih stenskih fresk, portretist in tako dalje. Tako je čas vojaščine minil, jaz pa sem v civilu ostal na cesti in iskal rešitve iz na videz nerešljivega položaja.
Hotel sem študirati, toda kje vzeti sredstva, pa čeprav še tako skromna. Seveda, imel sem en izhod in prav skozi tega sem moral, čeprav se vse meni upiralo na vso moč. Stopil sem do prvih vrat prvega podjetja in že sem bil sprejet na delo v pisarni. Bil sem neskončno pobit, vendar druge rešitve nisem imel in tako se je zvrstilo par let, ko sem menjal službe kot srajce, takrat je bilo to seveda mogoče. Dokler je lahko tudi slučaj, usoda ali karkoli že rečemo temu. Nekega dne sem prečital v časopisu, da iščejo interesente za klub Moškrič za slikarsko sekcijo in čisto slučajno sem srečal prijatelja slikarja, ki mi je odločno svetoval, naj se vpišem. Vpisal sem se, bil je to atelje akademskega slikarja Slapernika in tako se je začelo. Nič nisem vedel o normativih akademskih zahtev, prostorske risbe, pa o tonu, po kompoziciji, konstruktivnosti objekta in tako dalje. In zopet skozi vrata je vstopil profesor Mari Pregl, ki je takrat kot neke vrste likovni pedagoški mecen prevzel vodenje omenjene slikarske sekcije. Ko je prišel do mene, še sedaj se spominjam, da smo portretirali ženski model, je s svojim globokim glasom vprašal: ali ste že delali, načrtno risali? Ko sem mu zagotovil, da ne, mi je mirno svetoval, naj ostanem še 1 leto v sekciji, potem pa naj delam sprejemni izpit na Akademiji za likovno umetnost. Bil sem seveda blažen in dokončno v oblakih. Sledila so leta študija na ALU, Akademijo za likovno umetnost, kamor sem bil res sprejet naslednje leto. Lahko rečem, da so bila to srečna, delovna in prelepa leta, kot je takšna prva in zavestna mladost. Že v 2. letniku sem pričel z ilustracijo, ki me je potem spremljala še desetletja. Tako je moral pripomniti, da je ilustracija zahtevna, odgovorna in težaška zvrst, če jo seveda pojmuješ tako, in jaz sem jo pojmoval prav tako. Mogoče sem pri tem porabil veliko energije in seveda dragocenega časa, vendar sem si vzel dovolj moči, da sem pričel s slikanjem, kar pa uspe le redkim profesionalnim ilustratorjem, če lahko tako rečem. Začela se je slikarska kalvarija, saj me je oljna tehnika kot osnovni slikarski, barvni material nikoli ni zanimal. K sreči sem odkril nov način nanosa barvne materije, preprosto povedano, pričel sem slikati z navadno vodotopno tempero in to na platno. Ko pa je slika končana, jo utrdim z več plastmi posebnega laka, ki da barvi nov in homogen sijaj. Zdaj se je pričelo najtežje in najvažnejše obdobje, ki sreča vsakega ustvarjalca, obdobje, ko je treba najti svoj lastni izraz, svojo najglobljo resnično vsebino. In to vsebino je treba preliti v izraz, ki je katerekoli zvrsti že, ali je likovna, literarna, glasbena in tako dalje. Moral sem najti svoj slikarski jezik, brez laži, s prisluhom v najčudnejše, najtemnejše, pa tudi najsvetlejše globine v skritih, zakopanih podzavestnih plasteh. Tu bi mimogrede omenil definicijo stila, ki naj bi izšel iz določenih tokov moderne umetnosti, in to je zahtevno ustvarjalno delo. Vizija sveta, ki jo namreč predstavi likovni umetnik v svojem delu, je seveda prepolna elementov, važnejših in manj vrednejših, katerih označitev, bolje kritično vrednotenje, je težje kot pa interpretacija njihove vsebine. Pravzaprav sem pričel z resničnimi poskusi slikarskega ustvarjanja šele po letu 60. V mojih delih so se kmalu pojavili elementi fantastike, ki se je konkretno kazala v zamrzlosti, mračnosti, zapuščenosti tega sveta in je zato prvotna nostalgična romantika kmalu našla nova izhodišča z nadrealnim nadihom. Tako se je pojavil moj prvi ciklus, poimenovan Prasvet, kjer se je pred irealnim horizontom pojavljalo brezštevilno veliko oblik, ki vse skupaj sestavljajo neko pravo nadrealistično biologijo. Torej ta moj nadrealistični moment v slikarstvu sestavljajo 3 elementi: fantastika, bizarnost, groteska, ki prehajajo drug v drugega in iz drugega. Pravzaprav ni tu nikjer dokončnosti, nikjer odkrivanja tako imenovane formule za razreševanje dokončnih vprašanj. Menim,
da naj bi bil to moderni psihološki portret vezan na dvojno realnost, na tisto notranjo, intimno, človeško in na zunanjo objektivno, ki iz tega človeka recimo izhaja. Portret v miselnem pejsažu, skratka za vsakega umetnika, ki se te teme loti, je zelo zahtevna definicija. Tako sem prešel več različnih obdobij, tako po vsebini kot po obliki. Preko ciklov Prasvet, Cesta, Tihožitja, Zom, Politikon in drugih, vse to je kot skozi, kako bi rekel, paradoksni nasledek razmišljanja in tehtanja prihajala skozi čas. Tudi zato je ena najzanimivejših sestavin mojega slikarstva vsakokratni odziv na dogajanje v svetu. V ciklusu, ki ga predstavlja izbor slik iz zadnjih nekaj let, nizam variacije na dvoje ikonografskih tem. V prvi gre za podobo neskončnega prostora, ki ga seka čudna diagonala ceste, ob kateri lebdi z erotizmom nabita drapirana figura, ki je hkrati polna nežne krhkosti in miline. Dogajanje in gibanje v tem prostoru pa dobiva še močnejše, fantastične dimenzije s predmeti. To so pravzaprav simboli, ki predstavljajo čist in jasen sestav likov, ki v končni podobi dobivajo rafinirano igro oblik in prefinjenih barvnih odnosov. Druga tema predstavlja ciklus figur v interieru. Uporabil sem staro kompozicijsko iznajdbo, to je prostor v prostor, s tem, da sem pod nujno ohranil nemir in prefinjeno krhkost. Konfrontacija med snovnostjo stilizirane krajine, ki jo vidimo skozi okno, v narekovaju prosim, zopet, in eterično drapirane figure izveni v interpretaciji skrivnostnega človeškega lika. Morda je to simbolična vrednost suhih rož, prastare metafore o umrli ljubezni in upanju. Morda sem dosegel učinek sanjskega vzdušja in ga prignal do absurdne nerealnosti. Nekaj bi moral spregovoriti tudi o risbi, saj je prav risba nosilec likovnega manifestiranja v celoti, meni osebno pa je vedno predstavljala prvo in zadnjo izrazno ustreznost, čeprav sem seveda z leti spremenil ta enostranski odnos in mi danes risba pomeni nove prvine v likovnem aranžmaju. Risba mi je postala kot slika enakovreden izraz, teoretiki in kritiki ji pravijo, kot sem že omenil, da je nadrealistična, magična ali fantastična, no glavno vodilo ostaja v njeni resničnosti. In to na tistem nivoju resničnosti, na katerem živi in se zvrsti vsak dan človeška problematika. Želel bi odriniti zapah, ki nas od tega sveta loči in nas neposredno sooča z njegovo zanimivo alogično logičnostjo. Meje naših izkušenj so se razmaknile, v deformacijah znanega se nam ponuja pogled v skrito, neznano in umetnik je svoj namen dosegel le, če se predmet v svoji deformaciji pokrije z osnovno idejo predstavljivosti v celoti. V ta prasvet na robu med organskim in anorganskim pa prodira nekongruentni odpadni material, od človeka izdelan, pa meni osebno svojega smisla razrešena predmetnost. Ravna nemara v neki dimenziji, ki nam ni dana, ki pa mora obstajati, ki v svoji predstavnosti zanesljivo obstaja in se veže na čisto bližnje razumljive stvari, in ko bi le mogli najti ključ, ki jih našemu razumevanju odklene. Ta ključ, ki ga ni, postaja obsesija, zaradi njega so prividi nenadoma grozljivi, svet se zapira, vzdiguje se stene, ki ustvarjajo klavstrofobičen prostor, uiti je treba in uiti nikam, na silo se vse naokoli stiska v 3 dimenzije, sen izpuhteva in tu se človek dokončno ustavi. Poslušali ste arhivsko oddajo Naši umetniki pred mikrofonom. Ob 100. obletnici rojstva akademskega slikarja Štefana Planinca smo predvajali njegovo razmišljanje o življenju in delu iz leta 1985.